No, seveda je sama lokacija v prostoru izredno dominantna, izredno zanimiva, ker ima lep pregled po celi, bomo rekli, tej Tolminski kotlinici, se odpira pogled gor proti Vrsnem oziroma že na Kobariško in dol proti, bomo rekli, Mostrski kotlini oziroma proti Volčam. In seveda ta lega na sredi kotline, na tem osamelcu, je bila zelo pomembna, verjetno že ne samo v srednjem veku, ampak že nazaj, če gremo v bolj globoko preteklost. Namreč vsi vemo za grobišče, ki je bilo odkrito v 60-ih letih, izkopaval je gospod Drago Svošek, takrat iz Goriškega muzeja. In pod Kozlovim robom na današnji Ilirski ulici, treba povedati, da ta izraz sicer ni najbolj primeren, kar se tiče poimenovanja, ampak vseeno ta Ilirska vseeno da slutiti neko arheološko vrednost v zadnji, in ta vrednost je zares na tem mestu, namreč tam je bilo odkrito kar bogato, zelo pomembno najdišče iz tistih prvih zametkov železne dobe pri nas, z te prve faze, tako imenovane svetovolicijske skupine. Skupaj je bilo takrat raziskanih kar okrog 470 žganih grobov. No, hočem povedati, da je bilo to odkritje grobišča je šele dalo slutnjo o temu, da morda na Kozlovem robu lahko govorimo tudi o železnodobni naselbini, katerega grobišče je bilo odkrito na teh južnih ali pa jugozahodnih pobočjih samega Kozlovega roba. No, zanimivo pa je to, da je že Carlo Marchesetti v svoji izredno bogati knjigi, ki jo je izdal leta 1903 in v kateri opisuje vsa ta prazgodovinska naselja, ki so bila do takrat, do tistega trenutka znana na območju od Istre preko Tržaške, preko Krasa, Vipavske doline pa vse do Posočja. Namreč uvršča Kozlov rob tudi, oziroma grad, kot on imenuje, oziroma Monte Castello, kot je on pisal, med ne le domnevne, ampak on piše, da je to bilo železnodobno gradišče. Še preden, to je bilo 60 let preden so bile potem raziskave izvršene pod samim Kozlovim robom. Ampak zanimivo je dejstvo, da arheologija do tega trenutka ne operira z nobenim materialnim dokazom, ki bi lahko dokazala ali pa tudi ovrgla ta podatek dr. Carla Marchesettija, ki govori tudi o najdbah seveda bolj železnodobne lončenine z tega prostora oziroma z te lokacije. Tako da upamo, da s temi raziskavami bo morda na dan prišla tudi kakšen košček prazgodovinske lončenine. Če pa tega ne bo, potem verjetno lahko smo naprej še skeptični, kar se tiče te lokacije kot železnodobne naselbinske postojanke. Dejstvo pa je, da so bile tudi na južnem pobočju Kozlovega roba pred približno 20 leti, da je bil odkrit že poznoantičen novec iz 4. stoletja, in pa morda so bile med raziskavami v 60 letih odkrite tudi tegule, se pravi strešna kritina, ki bi lahko bila tudi iz že antičnega časa. To pomeni, da se je morda nekaj dogajalo v smislu arhitekture na samem Kozlovem robu, na samem gradu današnjem, tudi že v teh rimskih časih. Se pravi, govorimo o času predvsem verjetno pozne antike med 3. in 6. stoletjem. Seveda sama grajska arhitektura pa je zamejena časovno nekje od konca 11. stoletja, verjetno pa vse do propada, ki se je potem začel ob koncu 16. stoletja oziroma
v začetku 17. stoletja. Vemo, da ta dvorec, Koreninijev dvorec, kjer danes domuje Tolminski muzej, je dvorec iz sredine 17. stoletja, ko je družina Korenini v tem dvorcu že bivala. Se pravi, to je tisto zadnje obdobje, oziroma ta zadnji čas, pa zadnji razvoj Kozlovega roba je v bistvu vezan na to popotresno dejavnost po letu 1511, ko je tudi Kozlov rob utrpel močno škodo v tem hudem potresu.